Tudi vi pogrešate obisk knjižnice? Prijazen pozdrav in nasmeh zaposlenih, nasvet ob iskanju knjige ravno pravšnje za vas. Razkošje, ko se sprehodite med knjižnimi policami in si izberete tisto pravo knjigo zase. V knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica to razumejo in nam tudi v teh dneh v vseh svojih enotah skušajo pomagati, da ne bi ostali brez branja te prepotrebne hrane za dušo. Brezkontaktna izposoja knjig pomeni, da bralci naročijo knjige po telefonu ali elektronski pošti, knjižničarji pripravimo vrečke in ko pride stranka pred vrata, mu predamo vrečko. Obvezna je seveda maska in razkuževanje rok. Možno je pa knjige prevzeti med 10. in 11. uro in med 14. in 15. uro. So pa brezkontaktno izposojo odprle poleg Bleda tudi Radovljica, Gorje in Bohinj. Ja, v četrtek, ko smo začeli s to izposojo, je bilo že 15 klicev in ravno tako v petek. Ob našem obisku knjižnice smo srečali gospo Metko Perko, ki je prišla po svoje knjige. Jaz sem danes prišla prvič, z gospo knjižničarko sem se že zmenila, že prej, da me pozna, kakšna bralka sem. Tako da mi je že pripravila knjige in to mi je zelo veliko pomenilo, ker zdaj v tej situaciji mi knjige zelo veliko pomenijo. Zelo rada berem in sem že kar pogrešala branje. Zelo v redu, tako, ampak vseeno komaj čakam, da bojo te knjižnice odprte, da potem lahko sam izbereš knjige, ki te zanimajo in ki veš, kaj rad bereš. Tudi moje knjige, ki sem jih naročila tisto jutro, so bile že pripravljene. Mojca je naročila knjige, tukaj so že pripravljene. Skaznico prijavljate. Hvala. Hvala. Krasno. Veliko branja. Ja. Hvala. Se je kar začelo v četrtek in kar dobro kličajo in hodijo po knjige, ker je že zmanjkalo gradiva vsem. Super, krasno. Tako da najlepša hvala. Tudi vam hvala. Nasvidenje. Že vse od razglasitve epidemije COVID-19 in zaprtja knjižnic se v knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica trudijo, da bi svojim bralkam in bralcem nudili obliko branja in pomoč, ki je v teh razmerah mogoča. E-knjige so bile tiste prve, po katerih so bralci lahko posegali. Dokupali se je skoraj 300 novih naslovov na to temo. In tudi sama izposoja e-knjig se je povečala v tem času za 10-krat. Potem se je pojavilo nekje 31. marca možnost brezplačnega vpisa, to je za vse tiste nove člane ali pa tiste, ki bi si želeli izposojati knjige, pa si tega niso mogli prvoščati, ker niso bili naši člani in se je odprla ta možnost brezplačnega spletnega vpisa, da so lahko dostopali do posameznih e-gradiv, e-knjig. Radovljici so 9. aprila uvedli tudi izposojo po pošti in odziv je bil tudi tu dober. S kontaktno izposojo so še korak bliže odprtju, saj so na ta način odprli že četrtino knjižnice in nadvse razveselili svoje bralce. Mislim, da so res dobro sprejeli vsaj tisti, ki so te poklicali, v knjižnico, ki je bilo treba naročati in so bili pravzaprav kar šokirani in res bravo, da smo s tem začeli. Kot zanimivost lahko povem še to, da je zunaj več kot 30.000 enot gradiva, torej po vseh naših 4 enotah knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica. Radovljiška knjižnica ima v vseh svojih enotah na voljo sicer več kot 200.000 enot raznolikega knjižničnega gradiva. V tem času pa so s fotokopiranjem in skeniranjem gradiva skušali pomagati tudi študentom in dijakom. Nekateri posegajo po knjigah, ki jih izberejo na Kobis Moja knjižnica, drugi pa kar naročijo en ljubezenski roman, en tak dober klasičen roman, 2 kriminalke, tako kot so navajeni iz starih časov, ko smo lahko knjige imeli prosto dostopne. Poleg branja na vse opisane načine in dostopanja do gradiva pa v knjižnici tudi v tem času nudijo še marsikaj in vzpodbujajo k negovanju bralnih navad. Vsi lahko še vedno rešujejo nagradne igre, kot so Mislice, Zbistrimo um,
Še vedno je aktualno ta veseli knjižni svet, torej nabor branja za odrasle, tisto, ki se nekako zaključi konec aprila ali pa konec marca, vesolje zakladov za otroke, torej ko prihajajo v knjižnico, zbirajo štempilke, smo tudi objavili na Facebooku, da se vse to počaka in bodo tudi te prireditve prišle na vrsto, ko pač bodo. Zdaj težko ugibati kdaj. Smo tudi veseli, lahko povem, raznih fotografij, ki jih potem tudi morda objavimo, kako berejo ljudje, kaj berejo, tako da je to na naši domači Facebook strani, Instagram, tako da smo dostopni tako ali drugače, ali pa tudi preko naše spletne strani knjižnice Antona Tomaža Linharta Radoveljca, kamor je ena izmed naših sodelavk tudi dala razne povezave do gledališč, do nastopov raznih takih, se pravi do ogledov bolj kulturne vrste programov, če temu lahko tako rečem. Nekaj odmevov bralk in bralcev na nov način izposoje se je tudi v teh 3 dneh že nabralo. Zelo težko čakajo, da se knjižnice odprejo, da bodo lahko vrnili gradivo, ampak zaenkrat je vračilo še nemogoče. Ker čakamo, da bo stroka povedala, koliko časa morajo biti vrnjene knjige v karanteni. Ko smo bralci čakali, da se vrata knjižnic vendarle že odprejo, so knjižničarji vseeno imeli kar nekaj dela. V tem času smo bili nekaj časa na generalnem čiščenju, to pomeni vse knjige dol s polic, počistiti polico, pregledati knjige, izločiti kar je starega ali popraviti in potem postaviti nazaj. Nekaj časa smo bili na čakanju, zdaj pa dokončujemo generalno čiščenje in brezkontaktno izposojo. Knjige lahko naročate od ponedeljka do petka od 8 do 14 ure, prevzamete pa dopoldne od 10 do 11 in popoldne od 14 do 15 ure. Knjižničarka Irina Razinger vam v tem času v branje priporoča naslednje. Predlagam, da vzamete v roke knjige slovenskih avtorjev. Meni je bil že zelo všeč Slavko Pregl, Skrivnost umetnine Erika Šlomoviča, ker prikazuje vse te mahinacije, kontrabande, potem prekupčevalce. Zelo pozitivna v teh časih je pa knjiga Pesnica, ki jo je pa Tone Partljič posvetil svojemu domačemu kraju, svoji družini, svojemu očetu. Predlagam tudi knjige, ki jih piše španski pisatelj. Ena je Na prostem, je pa tako povezana z naravo, pa z našim podeželskim okoljem. Zelo mi je bila všeč tudi knjiga Lišček. Je tudi taka družinska saga, ameriški roman. In če smo današnjo zgodbo začeli s tem, kako pogrešamo knjižnico, knjige, predvsem pa naše knjižničarke in knjižničarje, potem je v naslednjih izjavah njen zaključek. Knjižničarji pogrešamo bralce, ki prihajajo k pultu, s katerimi poklepetamo, se pogovarjamo o knjigah, tako da komaj čakamo, da bodo knjižnice odprle vrata in da bodo prišli lahko ljudje k nam po knjige. Ta pristen stik z ljudmi, ki ga že vsi majhen rabimo, če ravno smo ga včasih malo tudi nasičeni, ampak vesel si ljudi, vesel si tistih nasmejanih obrazov, ki pridejo po novo branje, ti povejo, kaj so prebrali. Tega pa ni, in v tem smislu je zdaj to mrtvilo malo bolj, ampak s tem, ko se je ta brezkontaktna izposoja uvedla, pa že imaš tisti občutek, da grejo stvari na boljše, in upajmo vsi na zmago.